Sodelovanje med Puljsko mestno knjižnico in čitalnico ter Osrednjo knjižnico Celje se je začelo pred 3 leti, ko so v tem hrvaškem mestu ob 100-letnici Prve svetovne vojne odprli prav razstavo o dogajanju v Pulju leta 1914. 3 leta nazaj, ko je bila 100-letnica začetka Prve svetovne vojne, je bila ta razstava na ogled v Puljski knjižnici. Jaz sem bil takrat na dopustnici, sem se oglasil v knjižnici na ogled in seveda razstava se mi je zdela zelo, ko se tem reče, lepo narejena in vsebinsko bogata. In razvila se je ideja, zakaj pa ne bi to razstavo gostili tudi v Celju, kajti Celje je z Puljem v zgodovini bilo zelo povezano od antičnih časov, se pravi časa Rimljanov in seveda tudi v času Avstro-Ogrske, torej v času, o katerem govori sama razstava, kajti v Pulju je imel komando naš komandni celjski 87. pešpolk, ki je potem tudi odigral zelo pomembno vlogo v soških bitkah pred 100 leti, ki se jih letos spominjamo. Zato je nekako tudi padla ideja, da to razstavo iz Pulja gostimo v Celjski knjižnici ravno ob 100-letnici teh bitk na Soči. Ovom našom izložbom Pula uoči Prvoga svjetskoga rata željeli smo S to razstavo smo želeli še enkrat potrditi sodelovanje s Celjsko knjižnico. Tudi za naprej imamo še kar nekaj zamisli. Razmišljanja, programe, projekte koje želimo ostvariti u narednom razdoblju. V zadnjih 3 letih so tako v Pulju gostovale že razstave Zima od strahu k veselju iz Celjskega zgodovinskega arhiva, ogledali so si lahko ilustracije Prešernovega sonetnega venca Mihe Maleša in razstavo Primoža Premzla o Hermanu Potočniku Nordungu. Sicer ga mi poznamo kot Mariborčana, Slovenca, vendar glede na to, da je bil pa njegov oče v službi v Avstro-Ogrski vojski kot zdravnik, je takrat družina živela v Pulju in tako je nekako tudi po tej zaslugi sta naši mesti povezani. Razstava o dogajanju v Pulju leta 1914, ki bo na ogled v drugem nadstropju Osrednje knjižnice Celje do 15. septembra, pa prinaša celovit pregled kulturnega, gospodarskega, političnega in družabnega življenja v Pulju. Predstavlja zapravo cijeli razvojni put Pule i činjenice vezane uz grad Pulu. Razstava predstavlja celotno razvojno pot Pulja in dejstva povezana s tem mestom. Predstavljene so kulturne dejavnosti, knjižničarstvo, knjigarne, tipografija. Razvidna je infrastruktura v mestu, ki je bila zelo zanimiva. Leta 1914 je bil tako v Pulju tramvaj. Panoji govorijo tudi o vsakodnevnem življenju, o kinu in gledališču. Kroz razonodu, zabavu. Predstavili smo kina koja su bila otvorena te godine, zatim kazalište. Na nekim panovima mogu se vidjeti i programi koji su tada bili. Mednarodno sodelovanje Celjske osrednje knjižnice je sicer v zadnjih letih zelo pestro. V zadnjem času smo imeli mađarske in češke knjižničarje, ki so prišli na strokovne ekskurzije v našo knjižnico. Kar nekaj časa so se zadržali, bilo je blizu 100 strokovnih delavcev. Potem sodelujemo kot edina slovenska knjižnica s Kitajskim inštitutom. Oni financirajo določen del, kar se tiče kitajske literature, kitajskih knjig. Vemo, da je ta jezik postaja tudi pri nas popularen in pa tudi promocije tega. In še kar nekaj, seveda povezali smo se še posebej z Češko ambasado, z Avstrijsko univerzo oziroma z Graško univerzo, sodelujemo na področju starih razglednic, ampak na področju jezika, se pravi, ki se je razvijal slovanskega, tako da teh sodelovanj je kar nekaj. Mestna občina Celje je seveda vedno zadovoljna, če se naši zavodi z področja kulture sodelujejo s podobnimi zavodi iz različnih drugih držav, kot gre za mednarodno sodelovanje, pri čemer se seveda takšna razstava, kot je ta, ki nas še na nek način še dodatno povezuje, tako Pulo kot Celje, saj imamo na vse zadnje skupno zgodovino, bili smo v različnih državah, danes smo ponovno skupaj združeni v Evropi, ampak tukaj v tej razstavi, ki je vezana na Prvo svetovno vojno, je še dodatna povezava ravno preko 87. celjskega pešpolka, ki je na nek način imel tudi v Pulji svoj domicil. Tako da v tem konkretnem primeru sem še posebej zadovoljen. Se pa veselim današnjega podpisa pogodbe o sodelovanju med obema knjižnicama, kajti na nek način to prenaša na višjo raven in jaz verjamem, da bo tudi mesto Celje in mesto Pula bo svoje dosti bolj, bo tudi v budućnosti bolj sodelovali, kakor so do sedaj. Ob otvoritvi razstave sta direktorici obeh knjižnic podpisali še listino o prijateljstvu in sodelovanju, dogajanje pa so zaključili s koncertom Bruna Krajcarja v kavarni pri Mišku Knišku.
Slovenije.